Kresnikovi domačiji in seveda posebej lep pozdrav Romanu Rozini, avtorju romana 100 let slepote, o katerem bomo danes govorili, in seveda Kresnikovem nagrajencu. Pa prosim uvodoma, ker niste bili vsi seveda zadnjič na podelitvi, en velik aplavz za zmagovalca. Roman vedno pravi, da je rajši človek, ki tako iz ozadja spremlja na dogodke, da ni rad protagonist, recimo, dogodkov, ne. Ampak zdaj ste se morali že kar navaditi, ne. Mislim, saj ne seveda samo zaradi tega romana, izdali ste že 4 romane prej, kratke zgodbe in tako naprej. Ampak Kresnik je vseeno kar Kresnik, ne. A je zelo spremenilo vaše življenje to v zadnjih 2 tednih? Ja, v zadnjih 2 tednih se je moje življenje precej spremenilo. V bistvu, ja, ne vem, že na enem tistem srečanju, ko smo imeli nominiranci prej, mislim, da smo se fotografirali, nekaj podobnega, Igor Bratož govoril o tem, kako ti pač nagrada poveča branost, izposojajo po knjižnicah, morda tudi prodajo po knjigarnah, ne, in dejansko ima nagrada veliko moč. Sem se že pošalil, da je nagrada večja od romana, ne. No, lepo, ampak mislim, da bralci bodo vseeno rekli, ne, vsak roman je večji, mislim, dober roman je večji od vsake nagrade. Pri tem bi vseeno rada še povedala čisto svežo novico, ko sem jo prej izvedela od urednika Mladinske knjige, namreč Ponatis, ne, čestitam za Ponatis. To pomeni, da za neko leposlovno delo je to že zdaj zelo velik uspeh, ne. Tam približno okoli 2000 bo zdaj vse skupaj naklade. Mislim, gotovo ste zelo zadovoljni, ne. Ja, to so te dobre novice, ne. Ko mi je Uroš Zupan, mislim, da v soboto zjutraj po tistem večeru oziroma 2 dni kasneje poslal SMS, ne, in se je potožil, da ne more ne v knjigarni, ne v knjižnici priti do knjige, ne, sem rekel, to je pa ta magični realizem, ne. Ki so mi ga ves čas podtikali, zaradi naslova. Ste mu potem poslali kak PDF ali kako gre to med prijatelji? Ne velja, ne? Se bo potrudil. Dobro, preden se poukvarjava z romanom, pa ne tako, da bi komu odvzeli recimo slast pri branju, ne, se bova trudila, da ne poveva čisto vsega, za ljudi, ki še niste uspeli prebrati romana, vseeno par zanimivih podrobnosti iz življenja Romana Rozine, recimo, ne, s čem moram jaz zdaj seveda začeti. Da je bil nekoč moj RTV-jevski kolega, ne, kar se mi zdi seveda zelo lepo, pomen javne RTV, o tem ne bomo danes. Ampak sem se potem malo pozanimala pri svojih kolegih, ne, in odgovor je bil, ja, Romana Rozino pa še vedno pogrešamo. In se mi zdelo tako lepo, sem rekel, to vam pa moram povedati. Sem rekel, zakaj pa? Ker je bil tako odličen vsem, česar se je lotil. No ja, o mrtvih vse dobro, ne. Ne, ampak zares, to se mi je zdelo pravzaprav lepo, saj veste, novinarski kolegi, ne, to redko slišiš kaj takega. Kakšni pa so vaši spomini na to obdobje dopisnikovanja iz Zasavja in pripravljanja tudi kulturnih prispevkov? Ja, v bistvu ta televizija mi je bila tako všeč, ker sem lahko počel zelo različne stvari, od urednikoval, vodil informativne oddaje, bil dopisnik iz Jugoslavije, primarno pa dopisnik iz Zasavja, ne vem, delal različne dogodke, ne, ampak po drugi strani pa je televizija medij, ki ni moj medij, ne, ker ne nastopam rad, ne, in televizija pa je v veliki meri tudi nastopanje, ne, torej kako podajaš informacije, in tretja zadeva pa je, da sem precej individualist, ne, in pri televiziji gre pa velikokrat za ekipno delo, ne. Tu so še snemalci, montažerji, ne, in kot, če si pač delal na terenu in pošiljal v Ljubljano, so včasih tvoji izdelki bili precej drugačni od tistega, kar si ti pričakoval, da bo zvečer na ekranu. Kakšne sogovornike ste imeli rajši? Torej tiste, ki so odgovarjali zelo kratko poantirano, ali ljudi, ki so se razgovorili ob vsakem vašem vprašanju in zraven dodali, ne vem, še ne 3 zelo zanimive zgodbe? O tistih, ki so nezanimivo govorili, ne bova zdaj govorila. Rad imam pripovedovalce, ne, ampak njih ne moreš stačiti v televizijski format, ne, in
seveda za televizijske oddaje je krasno, če zna nekdo v stavku dveh strniti svojo poglavitno misel, ne? Ampak tudi to so me naučili. Ne? Mislim, da je bil Tomaž Trček, ki sem enkrat rekel, da pač izjave ne morem bolj skrajšati, kot si on želel, ne? In mi je pokazal, kako se že bolj skrajša. Ja, to tako je bilo in je še vedno. Utrežeš pri vejci, nadaljuješ pri naslednji vejci. Sicer smiselno ni več isto, ne, kar je gospod povedal, ne, ampak izjava je res kratka. Ne. No, mislim, da bi morali to v bistvu drug trend, da smo tudi pretiravali že do neznosnosti v tem smislu. Ne. Zasavje. Torej, rekli ste, torej vemo, marsikdo še se spomni, bili ste dopisniki iz Zasavja. Zdaj, seveda razumem to, ne, doma ste iz Zasavja, poznate Zasavje, ampak dobro, vsak se pa ne odloči, da bo zdaj Zasavje rdeča nit njegovega, recimo, novinarskega ustvarjanja ali pa potem tega, kar ste kasneje delali, ne, recimo, ne vem, potopisne knjige, ena zelo potopisna, ne, oziroma v smislu vodiča, druga že tako bolj na pol esejistična, oboje Zasavje, pa še nekih 20 delov Zasavju in to vse ste zdaj kronali z romanom, ne, 100 let slepote. Mislim, zdaj, seveda logično vprašanje, zakaj, je tudi zelo prozaično, ampak torej pišete, poročali ste o tem, kar najbolje poznate. Ja, ta dela, ki ste jih najprej naštela, so seveda... Pa se zdaj tikava lahko. Ja, se ne vas ko smotim. So seveda, bila dela za naročnike, ki so bila plačana, način preživetja, ne, ko sem bil svobodni novinar in publicist nekaj časa tudi. In sem verjetno v tem okolju najlažje našel naročnike, ne, in ti so bili očitno dovolj zadovoljni z mano, da so naročali vedno nova dela. Ne. 100 let samote je pa seveda, slepote je pa seveda moj, se opravičujem, Markezu seveda. Je pa moj pogled na Zasavje odgovor na to, kakšno mislim, da je bilo, ker ko toliko premišljaš, zbiraš, iščeš podatke, se pogovarjaš, se ti pač nenehno ustvarjajo neke slike in sem na nek način želel strniti te vtise, ta mnenja v neko leposlovno delo, ki je izmišljeno, katerega akterji so izmišljeni, prizorišča, dogajanja, ampak hkrati pa sem želel, da bi vsa ta izmišljija zelo, zelo spominjala na Zasavje. Torej, v tem smislu, torej, vse bi lahko bilo res, ne? Ja. Ni je izmišljeno, bi pa lahko bilo res. Zdaj, gledajte, ko se človek loti, ne, koliko smo rekli, 429 ali 529, zdaj... 539? Možno. 502 strani, ne. Seveda na podlagi, ne vem, 30-letnega raziskovanja dela, to ni bilo tako, da ste vi zdaj v 2 letih se usedli in naštudirali zgodovino Zasavja, že dolgo ste to počeli. Zanima me, kako je potem potekal proces vašega dela, koliko stvari ste sploh še morali preverjati ali pa raziskovati, glede na to, da ste Zasavje obdelali s toliko različnih zornih kotov, zgodovinskih, ne vem, gospodarskih, vseh kulturnih vidikov, družbenih. Zdaj najprej, morda bi to najprej povedal, ne, da v osnovi je bila vendarle to rodbinska kronika, ne, ki sem jo pač postavil v neko dinamično prejšnje stoletje in ki sem jo postavil v nek rudarski kraj ravno zaradi tega, ker je premog povzročil neko gigantsko rast prostorsko, socialno, migracijsko in pač vseh človeških, družbenih, prostorskih, okoljskih sferah, ne. Zdaj sem pa vprašanje pozabil seveda, ne? Ne, to sem vas vprašala, nekoliko ste sploh še morali potem raziskovati za to konkretno delo? Zdaj v bistvu, imel sem sliko o Zasavju, kakšno je nekoč bilo, ne, ampak potem pride pa kopica drugih raziskav, ne, naprimer, kaj je treba dati v stekleno maso, naprimer, ne, kaj je treba, ne vem, mislim, da so že zadnjič omenjali to, ne, kaj se je dogajalo učiteljicam, ki so postale matere, naprimer v stari Avstriji in pač en kup takšnih, samo pisanje, razvoj zgodbe te pripelje do kopice dilem, na katera se mi zdi, da je treba verodostojno odgovoriti, ne, ker takšne stvarne napake, ne, tudi če jih skoraj nihče ne opazi, se mi zdi, da zmanjšujejo vrednost nekega dela, ne. Oziroma, če dvomiš, oziroma če neka zadeva
napačna, ne, se potem ta dvom lahko seveda zelo hitro širi, ne, po vseh ostalih delih knjige. Ne. Tudi o tem sva zadnjič, torej na podelitvi Kresnika že govorila. Ne? Meni se je dejansko zdelo, ko sem prebrala to knjigo, da je pa zdaj to skoraj en tak vodič, tako dala mi je oporne točke za ne samo zgodovino, za to dihanje Zasavja, ne, v minulem stoletju. To se mi je zdelo strašno koristno. Zdaj, če kdo hoče, gre lahko tudi raziskovati naprej, torej absolutno literarna vrednost, ampak tudi vse drugo, kar za sabo ta roman torej potegne. Jaz sem si tako predstavljala, ne, nocojšnji dogodek. Izbrala sem nekaj meni recimo zanimivih odlomkov ali pa stavkov, pravzaprav ne bova pretiravala z branjem, ne, pa bi vas v bistvu prosila bi te prosila za eno tako dodatno obrazložitev, ker nekatere stvari, ki so bile meni čist nove, recimo takoj na začetku romana, ne, kjer se boste videli, ko boste brali, ne, družina Knap, res, kako zanimivo, priseljevanje, migracije, vse to, kar je Roman omenil, kako se to potem zgodi, da se zasidrajo tako močno tam in da postanejo tako pomembna družina, pravzaprav, mislim, vem, da je izmišljena, ampak take družine so dejansko bile. Zanimiv stavek, ne? Pod nogami je bilo vse izvotljeno, kot bi moli razžrli drobovje njegove zemlje, pri nobenem koraku ni mogel vedeti, kako globoko se bodo udrla tla. Dovolj je bilo, to ni nikakršno življenje, se je zaklinjal, prav ima sestra Zofija, ki ga že leta nagovarja, naj pusti kmetijo in pride živeti v dolino. Torej, Zasavje pred nekaj več kot stoletji, pravzaprav, ne, ko se je to vse skupaj začelo, torej premog in cela premogovna industrija, ki je temeljito spremenila pokrajino, ampak predtem je bilo pa tam kaj? Romantične, lepe kmetije, gore, ki so kar naenkrat doživele te strašne krte pod zemljo, ki so uničevali tudi površje. Ja, bolj ali manj. Ne vem, če je bilo romantično, ne, ampak bilo je neposeljeno, ne, bilo je kmečko, ne, pač tam tista naselja so štela pač par hiš, ne, in vse to sem prej omenil, ne, to gigantsko rast, ne, po te številke, rečemo, to prebivalstvo se je podvojilo, naprimer v 10 letih. Ne, in, Kako so prišli vsi ti ljudje potem? Najprej iz te bližnje okolice, ne, pač ta radius se je verjetno večal, ne, 1 ura, 2 ure, 3 ure hoda, ne, in kasneje pa so pač prihajali od vsepovsod in lastniki rudnikov in delavci v rudnikih. Ne, do pač teh zadnjih migracij, ko se je že v čas socializma, tam v 70 leta, ko so v glavnem prihajali iz Bosne. No, tako realistično, ne, doživimo Jakoba in Ignacija in to izselitev, torej iz gorske kmetije, torej ta odločitev, da pa zdaj nima več smisla vztrajati, čeprav je bila to obljuba očetu, čeprav se je zaklel očetu, da prisegal je očetu, da nikoli ne bo pustil kmetije. Ne. Zdaj, to so gotovo realna zgodovinska dejstva. Mislim, to, ja, pač ne, tako je bilo, ti prihodi so bili zelo težki, pravim. Ja, ja. In ti pogrezi so tudi dejansko bili, kako pa je danes s tem, recimo na to sem potem pomislila, ne? Da imaš ti neko izvotljeno pokrajino, se ti pogrezi še vedno... Ja, še vedno so, naprimer tudi vsi ti programi zapiranja rudnikov so imeli neke sanacijske programe, ne, ker se pač to okolje, ker so se predtem vršila podzemljska dela, ne, in so še nekaj časa nemirno, ne, in to se pač ne sme se graditi, pač so plazovi bolj pogosti, ampak počasi se seveda narava poišče neko novo ravnotežje, ne? Te plasti se pač sesedejo v neke nove oblike in življenje teče oziroma te stvari se selijo v spominu, nostalgijo in kar ne zginejo, ne? Tudi spomina verjetno. Ne? Torej, začeli ste, zdaj, rekli smo 100 let, 100 let Matijevega življenja, ki se rodi na tisto katastrofalno noč, ko se jim doma podre pol hiše, pa še cerkev lokalna in tako naprej. Ne? Kako je to prišlo? Kako ste si kot avtor zamislili to osnovno strukturo zgodbe? Mislim, že vem, kako ste si jo zamislili. Kakšen premislek ste pri tem naredili? Ne? 100 let enega življenja. Kako ste prišli do tega Matije, ki je pravzaprav, ki je bolj opazovalec dogajanja, ne? In komentator dogajanja, kot pa nekdo, ki bi bil aktiven v tistem življenju, ne more biti zaradi svoje slepote? Ja, najprej želel sem z nekim takim močnim, dramatičnim uvodom, ne, glasnim, pač malce zbuditi pozornost, ne,
z vsem tem grmenjem, s temi nevihtami, kar ste tukaj imeli 2 dni nazaj, ne, v tem predelu. Ne. In potem seveda postaviti, Matija je seveda namerna izbira, da je Matija pač slep, manj dejaven kot ostali, ker deluje kot nekakšen zbir vseh teh aktivnosti, ki se dogajajo okrog njega. Ne. Njegove bratje in sestre so pač nosilci nekih družbenih gibanj, nekih silnic, ki so v 20. stoletju bile izrazite. Ne. Nekoliko več poudarka je pač na teh delavsko-socialističnih idejah, ki so v takšnih delavskih središčih bolj pogoste kot pa ne klerikalne in kakšne druge. Ne. In on je na eni strani opazovalec, na drugi strani pa nek ta lijak, kamor se vse te zadeve steka, nekakšna stična točka, ne, ker hotel sem na tako majhno površino združiti čim več tega zanimivega dogajanja iz preteklega stoletja. Zdaj ne bom našla tega zaznamka, ne, ampak recimo on nekje pokomentira, Matija reče nekaj v tem smislu, ne vem, kaj sprašuješ o Titu ali kako že vsi diktatorji hočejo imeti zanimivo življenje ali pa imajo zanimivo življenje. Ti se gotovo spomniš tega zelo konkretno. No, ampak skratka, Matija ni samo nek neuk človek, ki tako zelo pasivno spremlja dogajanje okrog sebe, on v bistvu zelo vsrkava in nam pomaga interpretirati to dogajanje v tvojem romanu. Ja, jaz sem si tako predstavljal, ne, mičken sem študiral tudi to, prej si sprašvala, ne, kaj vse sem še študiral, tudi to sem malo bral od Aksine Kermauner, sem prebral njeno doktorsko nalogo o slepih in o njihovih zaznavah, ne, ampak nisem hotel pa vedeti preveč, ne, da se ne bi zelo omejil. Ne, in tega Matija sem si pač predstavljal, ja, kot ker pač so mu odzete te vidne zaznave, ki so pač najbolj v prid tem storilnostnim časom, ne, ker zelo na hitro vidimo vse, ne, in prepoznamo vse. Ne. On pač s sluhom in s tipom, z dotiki, ne, počasi prepoznava zadeve, ampak hkrati v njegovo zavest vstopa veliko manj zastranitev. Ne, in to, kar vstopa, je že nekje dosti čista esenca in on operira, rekel, z bolj bistvenimi zadevami. Ne, in zato tiste njegove časih naivna modrijanstva, ne, ko pač rezimira neke zadeve, ne, na način, kot jih vidijo sam. Ne. Časih delujejo malce otročje, časih pa morda celo modro. Ne. In to mu tudi okolica priznava, vsaj ta njegova ožja, ne, s katero. Zdaj, recimo, ne, dejstvo je, da vsa tehnična čudesa in električni stroji ne služijo ljudstvu, ampak samo gospodarjem. Res, da opravljajo marsikatero težaško delo, ki ga je še včeraj človek, a v rudnike in industrijske obrate niso bili pripeljani, da bi razbremenili delavce, ampak skrčili njihovo število. Grob kapitalizem, ne, ampak v bistvu je to nekaj, s čimer se danes tudi še spopadamo. Ne. Ja, knjiga je zgrajena, tisti, ki so jo brali, ne, zelo ciklično. V bistvu stoletno obdobje mi omogoča, ne, da neke v zgodovini zelo usporedne pojave, naprimer človek sooči sabe. Ne. Zagotovo je slaba legitimacija kateregakoli političnega sistema ali pa ureditve, če so ljudje lačni. Naprimer. Mislim, slabše si že skoraj težko predstavljamo, ne, ampak to se je dogajalo v monarhiji, to se je dogajalo v povojnem socializmu, to se dogaja danes. Ne, in zaradi tega tudi nekje puščam, rečemo, na koncu pač malce odprto, ne, pač to iskanje neke nove, pravičnejše ureditve, ki bo bolj po meri človeka in ureditve, ki bo nenazadnje tudi omogočila planetu in človeštvu, da preživita. Ne. Zelo zanimivo je, kako v bistvu v lastni, torej v Knapovi družini gradite torej vsa ta različna ideološka, svetovno-nazorska, politična prepričanja o tem, kam gre svet pravzaprav. Ne. Tudi en tak zelo tipičen slovenski motiv v bistvu uporabite. Ne. Imamo enega brata, ki je revolucionar, ki sanja, ne vem, Rusijo in komunistično revolucijo, in drugega brata, ki je recimo na kapitalistični strani, čeprav ni čisto tipičen kapitalist. Ne? Ja, imam citat nekje. Ja, nekje ga lahko preberem, ja, ker je zelo zanimiv. Torej,
torej ta kapitalistični brat, ne, Alojzij, razlaga svojemu bratu Ludviku, revolucionarju, pravi: veš, kdaj pridem zjutraj v steklarno, ko je tema. Tema je tudi, ko grem iz nje. Delam 20 ur na dan, noben steklar ne zdrži mojega tempa. Sem v zmesarni, pri pečeh, v brusilnici, samega sebe lovim, računam, merim, študim, načrtujem. Ne poležavam tisti vili, vzemijo, nikamor ne hodim, odpelji še kočijo, lahko tudi služkinjo. Moral bi me razumeti, ker si prav tak fanatik. Ne? Torej, to sem hotela reči, ni tipičen kapitalist, ampak je v bistvu znanstvenik, raziskovalec. Ne? V imenu tega pa... Ja, vsi so izjemno strastni. Ne? Vsak od njih je nosilec nekega pomembnega družbenega gibanja, bom rekel. Omenila si že te dva, neko domače podjetništvo ali pa pač ta socialistična ideja. Potem imamo pa tudi ženska lika, Frančiška, ki je nekje feministka oziroma borka za svoje in splošne pravice žensk, in pa Angela, ki pripada neki klerokrščanski družini in pač tam sprošča neke svoje strasti, ampak so vsi seveda na precej nasprotnih bregovih, včasih verjetno tudi zavezniki, ampak ta skupna značilnost, skupni imenovalec vseh je pa ta izjemna strast, s katero pač opravljajo vse te zadeve, in tudi pri Matiji seveda na nek način budijo slabe vesti, ampak slabo vest, ampak mu pa seveda tudi omogočajo, da dela te usporednice in da jih nekako vsake toliko naredi inventuro družinskega stanja. Prej si omenil Angelo, ko sem prebrala tisti odlomek, kako jo kaplan pravzaprav vrže z tiste fotografije, pa je bila zaslužna za res velik projekt priprav na otvoritev. Na otvoritev, točno. Na otvoritev, in potem je zaradi njene, torej zaradi poškodovanih nog, zaradi hibe, jo želijo slike. Tam me nekoliko spomni na Eleanor Rigby in na The Beatles. Tam sem prav pomislila, podoben motiv. Cerkev v Zasavju, vera. Pravzaprav Angela je edina, ki je res trdno verna. Kako pa je to šlo pravzaprav v enem takem zelo knapovskem, rudarskem, mislim, socialno kompliciranem področju? V bistvu o cerkvi ne govoriš dosti samo, ko gre za Angelo, ampak tudi pri njej je to bolj nekakšno pribežališče, zaradi te svoje hibe, si je nekaj našla v življenju. V bistvu ta odnos med cerkvijo in pa med socialisti je bil precej napet. Zdaj, če bi pogledali dokumentarno gradivo, bilo je kar veliko medsebojnih tožb, nekih spopadov. Cerkev se je počutila nezaželeno, velikokrat je tudi bila. Po drugi strani pa je pa čisto pač po nekih državnih ureditvah pripadala velika moč. Verouk je bil sestavni del pouka, maše so bile obvezne pač za določene skupine. Tako da nekako v bistvu je bila nekje ne po svoji krivdi nekoliko usiljena temu okolju, ki jo je pač zaradi nekih čisto delavskih zahtev recimo zavračala, pa velik del. Pa tudi seveda ta nasprotja, te tenzije na teh bolj ruralnih območjih, seveda je bila cerkev še vedno dosti večji dejavnik moči kot pa v mestih, in pa zavezništvo se ponovadi seveda poiskala tudi v tem kapitalskem delu. Tako da bila je nekakšna paralelna oblast, ki pa dejansko ni imela tolikšne dušne moči, kot pa naprimer v nekih tvojih okoljih, naprimer tistega časa. V mojih okoljih misliš še Prekmurje. Tam je bilo res vloga duhovnikov, pač v tem narodno-kulturno-buditeljskem pomenu je bila. Mislim, da v vseh okoljih, ki niso bila izrazito delavska središča, se tudi vidi, rečemo, nekih volilnih izidih. Slovenska ljudska stranka je pač takrat gladko zmagovala vse volitve. Naprimer v delavskih revirjih so pa ves čas zmagovali neke socialistične, komunistične liste in potem so bili župani praviloma odstavljeni, nastavljeni neki gerenti in pač takšne oblastne igrice, kot jih poznamo, tudi v novejših časih. Rekel si, torej
vsi tvoji junaki so vpeti v bistvu v neke realne zgodovinske dogodke tistega časa, kot je recimo uboj prestolonaslednika v Sarajevu, naprimer, tam zmoti tisto socialdemokratsko veselico, ubogi Matija je še skoraj potem kaznovan, ne, ga miličnik, ali kaj so takrat imeli, žandar, ga v bistvu sekira zaradi tega, ne. Koliko so te družine tudi na tej mikroravni dejansko živele pod pritiski? Razumem, sindikalni voditelji, seveda tako kot tvoj Ludvik ali pa Albert, so bili, ne vem, zapirani, terorizirani in tako naprej. Kaj pa, ne vem, Matija, naprimer, ne? Nek, ne vem, miren človek, ki ni sindikaliziran? Ne, jaz mislim, da so bila pač glavni antagonizem, ne, je pač bil med organiziranimi delavci, ne, tudi te so bili organizirani v različnih organizacijah, ne, ampak najmočnejše so bile pač vedno socialistične, ne, in pa med kapitalom, ne. Tu so bile pač ti relativno močni spopadi, ne, in ker pač oblast ni nikoli pomišljala, da uporabi stokokaze, da uporabi vojsko, policijo, ne, in nič nenavadnega ni bilo, da je pač kakšen polk primarširal tam dol, ne, in naredil red, ne. Ampak to se ni toliko tikalo, bom rekel, drugih ljudi, ne, pač tikalo se jih je toliko, ko, ne vem, bili so pač to otroci, žene teh organiziranih rodarjev, ne. Tako da v bistvu ta spopad niti ni bil toliko, bom rekel, na neki človeški ravni, ampak bolj ta klasičen spopad med delom in kapitalom, ne, in pa pač med politiko, ki pač se vedno ve, na kateri strani je, ne. Koliko te zgodbe, ki jih ti opisuješ, recimo sploh recimo v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, koliko to še živi v zavesti Zasavcev danes, ne? Ta boj, to rudarstvo, knapovstvo, ti opisuješ, ne vem, vse od solidarnosti, težke solidarnosti, reševanje, ne vem, kolega, tovariša, na katerega se pač zruši, ne vem, stena, strop in tako naprej v rudniku, ne, pa seveda potem tudi do stavkokazov, ne, ko pride do ene stavke, ne. Zdaj, a je to še vedno v zasavski zavesti, je to nekaj, kar je morda globlje, kot sem to, mi smo knapi, ne, to je. Ne, morda v genetskem zapisu ostajajo tudi takšne lepe človeške lastnosti, ne, ampak dejansko pač rudarjenja ni več, rudarjev ni več, mesta so se urbanizirala po nekih sodobnih zahtevah, ne, in so takšna normalna konfekcijska mesta, kakor pač kjerkoli, ne. Tudi pojavlja se en kup takšnih zadev, ne, neki spomeniki, knjige o teh časih, ne, v bistvu tak zelo zanesljiv zunanji dokaz, da se zadeva pač seli v te muzejske predale, ne, v spomin, ne vem, morda še kdo, kakšen star rudar, kakšnim vnukom svojim razlaga, ne, koliko so trpeli, ampak to so zdaj že tako tisti pravljični svetovi, Volk in 7 kozličkov, ne, pa podobno, ne. Ampak kakšne pa so bile recimo prve reakcije Zasavcev, ki jih ti poznaš, ko so brali roman? Verjetno je bilo, mislim, hvala, ker si zapisal vso to našo, ne vem, zapuščino, zgodovino. A je kdo zvedel kaj bistveno novega v tem smislu? Pač ne samo, da gre za eno imenitno romaneskno pripoved, ampak da je tudi pač, lej, nekaj si nam dal kot Zasavcem v tem smislu. Bolje poznamo, kdo smo, odkot prihajamo. Ne, bilo je več takšnega, več ljudi, ki so bili iskreno navdušeni nad knjigo, kot se mi je to dogajalo v prejšnjih primerih, ne. To je, ampak zdaj nekih množičnih manifestacij ali pa česa podobnega ni bilo. Mislim, nekaj ljudi mi je tako iskreno reklo, da je pač to v redu, ne, tudi knjigo sem, rečemo, pred izidom, ena od teh mojih testnih bralk je bila prijateljica etnologinja, ko se pač profesionalno celo življenje ukvarjala z življenjem, z načinom življenja, z bivanjskimi razmerami in s temi zadevami v Zasavju, in je bilo zadevo všeč, rekla, da bi jo lahko, čeprav izmišljeno, ne, postavila v neko muzejski depo, ne, mislim, da pač stoji, da je dovolj prepričljiva, ne, kar mi je bilo pomembno, no, na nek način.
Tako da ja, odzivi so bili prijazni, prijetni, ne, ampak Dobro, brati bojo pa zdaj množično začeli ljudje kasneje. Ne berejo, ne. Upam, da pride v kakšno šolsko čtivo, vsaj za, mislim, za gimnazijo, ne, sej osnovnošolci danes več tega ne zdržijo, po mojem, ne. Mi smo bili drugačni, ne, v naših časih. obseg je neprijazen. Ne, ko se človek loti, potem ni več tistega strahu. Morda na začetku si misliš, da to bo trajalo. Gre hitro. Omenil si že torej feminizem. Frančiška seveda je feministka, ima tam svoj krog prijateljic, s katerimi debatirajo o teh temah, kolegic. Zdaj, recimo, ne, da preberem, ne, boš videla, kako bojevite so postale ženske. Deljenja moke so zdaj glavne predstave v kraju. Pravila so vsakeč nekoliko drugačna, najbrž zato, da se je vedno mogoče o čem prepirati. Dobro, tega zdaj nisem hotela prebrati. Včasih je moka popolnoma zastonj, drugič je samo veliko cenejša kot pri trgovcih, vedno pa so spiski, kdo jo lahko dobi in koliko. Torej, ženske so prevzele neko zahtevno nalogo in so jo začele izvajati po svoje. Zdaj, ta feminizem, kot praviš, ne, pa zborovanja, predavanja, ki jih ima Frančiška in torej, druge kolegice, ne, koliko je to utemeljeno v nekem realnem dogajanju? Če pomislimo, da cela Slovenija pravzaprav v tistem času, ne, prva ženska revija je nastala torej v Trstu, ne, kje Ljubljana še ni takrat razmišljala o kakšnem feminističnem gibanju. Pri tebi se pa te neki zametki pojavljajo, ampak niso zdaj še to prav organizirana neka feministična, ne zahtevajo še volilne pravice in tako naprej, vse nisem zasledila. Ne, hočejo pa glas. Dejansko so bile zasavske ženske precej zgodaj uporne. Prva rudarska stavka, ki gre še eno stoletje nazaj, je bila ženska stavka, ker so se pač spričkale z nekim delovodjem, ker jim je hotel že od tako manjše mezde, manjše nagrade odtegniti še neko zadevo. Ne. Predvsem pa se je ta... Ampak tega ni v romanu, ne? To je 100 let še pred... Aha, zanimivo tema. In v teh najtežjih časih, rečemo časih gospodarskih kriz, ne, ko je bilo pač treba preživeti, ne, so ženske organizirale različne proteste, ne moški, one so bile tiste, ki so kot matice, bom rekel, ne, ki skrbijo za to, da zarod obstane, ne, tudi z ljubeznijo do moža seveda, ne. Ki je ta čas v gostilni, ne. Poskrbele za to, da so pač ljudje preprosto preživeli, ne, ker to, ko zdaj bereš, ne, ta del, ne, rečemo ta 30 leta, ne, so bila res tako, so mnogi živeli na eksistenčnem minimumu, ne, in takrat so bile ženske tiste, ki so organizirale proteste, ki so šle sem in tja in terjale pravico, tako da po drugi strani pa je položaj žensk vseeno nekoliko drugačen kot, bom rekel, bolj v teh kmečkih, prevladujočih kmečkih območjih, ne, kajti te ženske so vendarle imele, mnoge so hodile v službo, imele so neke prejemke, ne, in imele so, bom rekel, vsaj kanček neke materialne osnove, da so se bolj postavile na svoje noge, ne, pa niso bile tako zelo prepuščene milosti tistega, ki je prinašal zaslužek hiši, ne, v hišo. No, ampak tudi tvoja junakinja Frančiška doživi tiste klasične, ne, torej pritiske, mislim, hujše od pritiskov, torej izgubi službo iz 2 razlogov, 2-krat izgubi službo. Je na koncu še vedno borka ali je poražena v bistvu v teh svojih stremljenjih? V bistvu je, jaz bi rekel, da ni poražena, pa razočarana, no, ker razočarana nad tem, da pač stvari ne tečejo tako hitro, da verjetno iz neke takšne družbeno, bom rekel, družbeno gledano nepomembne zadeve, kot je spol, ne, mislim, nepomembne, ne, pač seveda smo biološko različni, z različnimi zmožnostmi, ne, ampak ni spol tista družbena determinanta, ne, ki nas dela za bolje plačane, za bolj perspektivne, pa karkoli, ne, in tukaj je neko to razočaranje, plus neko ta verjetno razočaranje nekoga, ki celo svoje življenje investira v nek tak projekt, ne, in ga morda ne pripelje povsem do konca. Ne.
Oprosti, ne gre mi iz glave zdaj to, kar si mi prej omenil, ne? Že 100 let pred začetkom tvojega romana Stavka, ne? Ki je ženska stavka. 1870, ne vem, to ste morda vsi nekje, vedeli, ne? jaz nisem tega vedela. Vem pa, da ima Zasavje tudi zanimivo zgodovino, recimo Čebelarska pravda, ne? To je bila pa prva ekološka zmaga, ne? Pravzaprav na ozemlju Slovenije nad Topili so svincev leti. ja, nad velekapitalom na Dunaju pravzaprav. Ne? Dva preprosta čebelarja sta dosegla svoje. Zasavje, ne? Zasavje. Tako da ekokrog ni od včeraj, ne? Ja, ni od včeraj, tako je. Je naslonjen na... Zdaj, čez toliko zgodovinskih obdobij gre roman vsega, seveda ne morava izpostaviti, ne, ampak tista žalostna zgodba, spet slovenska, ampak spet z zasavsko specifiko. Ne. Kako je potem Ludvik je umorjen, ne, je ubit, ampak vendarle, torej z Alojzem sta seveda v nenehnih sporih. Zanimivo je, kako nekje Ludvik reče, tako ga pogrešam, ko ga ni zraven, ne, ampak ko sva pa skupaj, je pa, ne. Torej, Ludvika so dopoldne ustrelili, Alojzija so opozorili na razglas z imeni talcev, kjer je bilo zapisano tudi bratovo ime. Plakat z 20 imeni so nalepili na vrata tovarne. Poklical je župana, čeprav je še pred klicem poznal njegov odgovor, da ne more storiti ničesar. Župan je previdno nadaljeval, da za Alojza ni dobro, če razglaša, da je Ludvik njegov brat. V dolini se to seveda ve, nemške oblasti pa morda nimajo tega podatka, različne priimke nosita, uživata povsem drugačen sloves, sta na popolnoma različnih položajih. To se mi zdi zelo zanimivo, kako gradiš to zgodbo, ne? Kako na koncu pravzaprav zvemo, kako je ta zgodba se potem razvila, ne? Ni tretji osebni pripovedovalec, položiš jo v usta. Kako se razvija, na čem si pravzaprav oprl ta odnos med Ludvikom in... Tu si gotovo imel kako dobro zgodbo, na katero si naslonil. Ne. Imajo se radi, ne, in se na nek način spoštujejo, ne, kljub tem različnostim. Seveda, ko imaš nekoga rad, si do njega tudi nestrpen, ne, ker če ti je za nekoga vseeno, ne, ti pač se te čustveno ne dotakne. Ne. Bi pa rekel, ne, da smo v bistvu obe vojne, ne, prvo in drugo, nekje nalašč nisem šel na te bojne linije, ne, ampak sem delal v ozadju, ne, delal sem pač na neki tej čisto človeški tragiki, na teh drobnih zgodbah, ne, ker te zadeve, te veliki vojskovodje in vse te zadeve me ne prepričajo, me ne zanimajo, ne, ampak vse vojne so tragične na teh čist osebnih malih zgodbah, ne, in zaradi tega sem tudi nekje, lahko rekel, skoraj prešprical to vojno, ne, ampak kljub vsem tem, vse te tragičnosti te vojne, ne, te slabe usode, ne, ki se jim zgodijo, ne, sem nekje potem z neke razdalje, ne, z nekim časovnim zamikom pač postavil v knjigo. No. Torej, ali zaletje te vojne, ne, ja, si opisoval, ali pa potem, ne, za nazaj, pravzaprav, razplete zgodb. Ne smeva povedati vse, kako je to bilo, seveda ne. Aha, zdaj sem naletela na tisti citat o Brozu, ki ga ne potrebujem več. Seveda potem pride komunizem, ne, oziroma socializem, ne, kot je bilo to pri nas. In zdaj, tu se pa spremeni. Zdaj pa so neke že stvari, ki si jih tudi ti že sam dožival, ne, v najinem sicer zelo mladem življenju, ampak vendarle, ne, drugo so bili zgodovinski viri, zdaj pa a je bilo delo na tem, česar se tudi sam spominjaš, dobro, seveda ne 50-ih, 60-ih let, ampak kasneje, je bilo zelo drugačno od tega, kjer si se moral predvsem opirati vendarle na neko, ne vem, poznavanje zgodovine, pa na vire in tako naprej. Ja, je drugače, ne. V bistvu one prve slike si moraš pač naslikati, ne, jih ustvariti iz nekih podatkov, ne. Tu pa neke slike so, ne, ampak vseeno so pa včasih nekatere starejše slike bolj izrazite, ne, od teh videnih, ne. Včasih očitno, ne, ali neka dogajanja ali neke dobre zgodbe, ne, ustvarjajo boljše slike od resničnih slik, ne. Pa tudi resnične slike se ponavadi pač zameglijo, ne, obrazi izgubijo neke značilnosti, ne, to, kar vidimo, ne, počasi se prekriva z nekimi
tančicami, vedno gostejšimi, ne, in stvari izginjajo. Ne. Tako da pristop je bil v toliko drugačen, da sem si lahko pri tej rekonstrukciji, ne, oziroma pri tem izmišljanju teh novejših časov pomagal tudi z nekimi živimi slikami, ne, ampak ni nujno, da so bile bolj žive, no, od tistih domišljenih za bolj nazaj. Ne, se strinjam, ne, se mi zdi, da to me prav čudi pravzaprav. Enako plastično, ne vem, opisuješ, ne vem, 50 leta in tisti strah ali pa neko ukleščenost, neko novo situacijo kot, ne vem, a veš, ne vem, 20 leta in ne vem, to vi veste, čarovniki, pisatelji, kako to naredite, ne, to je, mi lahko to samo pač, ne, nam je všeč. Abrakadabra, tako preprosto je, ne, to. No, ampak tukaj, da se vendarle poukvarjava s tem povojnim časom, ne, zaradi tega, da dobite mal feeling, se opravičujem za to lepo slovensko besedo, občutek za to rodbino Knap, familijo Knap in pač kako je v dolgih stoletjih pravzaprav živela, dobro, v enem stoletju in še nekaj na tem območju, ne. Knapi imajo dolgo zgodovino, v mestu so pustili globoke odtise. Tudi Vladimir, ki je za politika nenavadno priljubljen, ker se zavzeto ukvarja z vsako malenkostjo, si za vsakogar vzame čas. Komisarjem je bilo jasno, da bi njegova zamenjava sprožila številna spraševanja in ugibanja, a poti nazaj ni bilo. Okrog njega bodo morali naplesti zgodbo, v kateri bodo drugi krajevni funkcionarji prepoznali jasno svarilo, krajani pa morajo v njej najti povsem drugačno sporočilo. Uzreti dobrohotnost visokih oblasti, ki nagrajuje predane in požrtvovalne delavce. Ne, to je pa zdaj spet čist nek drug diskurs od vsega tega, kar je bilo prej. Je bilo to ta povojna obračunavanja, pa revanšizmi in tako naprej, je bilo to v Zasavju tudi tako močno in doživeto, kot recimo, ne vem, v srednji Sloveniji? Ne, ker ravno zaradi pač te strukture, ne, pač praktično vsi so bili ali so pač med vojno delali, ne, pač kot ne, mislim, da je bilo celo vojaška obveznost, ne, da so pač delali v teh rudnikih, ne, ali pa so bili v partizanih, ne, v bistvu tu so bile zadeve precej jasne, ne, pač po tistih izgonih v prvih mesecih okupacije, ne, so se stvari zelo jasno postavile in praktično je bilo teh sodelavcev okupatorjevih zanemarljivo malo, ne, in tako da je v bistvu tudi pol kasneje po vojni, ne, pa tudi jaz kasneje, rečemo, ko sem odraščal, ne, do mene te zgodbe, na primer, ne, te tragične slovenske povojne zgodbe nekako niso prišle, no, to je pač prišlo šele potem, ne, v tistih skoraj osamosvojitvenih časih šele, no, tako da v bistvu smo živeli malo v takšni enoplatni zgodbi, bom rekel, ne. Je pa res, da imam tudi jaz, bom rekel, tako čist izkušnja, bom rekel, moje vasi je tragična, ne, mislim, vas so, rečemo, Nemci z ljudmi verjetno med vojno požgali, ne, in morda je tudi to en tak zapis, ne, ki te formira oziroma formira tvoje gledanje na nek čas, ne. No, to doživi tudi vaša junakinja Ana, ne, taborišče in torej vso grozo, ki jo skriva tam. Zdaj bom pa nehala malo z odlomki, razen enega bi še rada prebrala, zaradi tega, ker se mi zdi, da tako lepo zaokroži teh 100 let Matije Knapa. V areno besednih spopadov sta pogosto zvlekla tudi Vasjevo ljubezen do strateških iger, ki je po Andrejsovem mnenju prehajalo v obsedenost z računalnikom. Vasje je na njegove graje o nezrelosti odgovarjal, da gre za spoznavanje sveta, zelo nazorno simuliranje nastajanja in razvijanje družb, kjer običajno igralec začne z ničle, z majhno zaplato zemlje in svojimi rokami, potem pa mora oblikovati hitro rastoči svet. Torej, v 100 letih pridemo iz tiste podrte cerkvice, tam na vrhu tistega hriba, iz podrte Knapove bajte, pridemo na svet računalništev in mladostniške odvisnosti od računalniških iger, ne? Ampak tako je, ne? Tako je. Ja. Torej, res dinamično stoletje. Res dinamično stoletje, ne? Kaj bi rekli? Dobro, seveda, verjetno je najlažje reči, da
seveda zdaj živimo bistveno boljše, kot smo živeli pred 100 leti, normalno, pač okoliščine so drugačne, bistveno več ljudi je sitih, bolj socialno varnih in tako naprej. Ampak katero obdobje pa še je bilo v tej zgodovini, ki je tako vendarle dajalo, ne vem, neko upanje, da bo nekaj bolje, drugače, da iz tega njihovega boja, ker ti ljudje, tvoji ljudje se skozi nekaj borijo in si prizadevajo za neko boljšo stvar vseh 100 let. Nihče ni kar samo pasiven in čaka, kaj bo. Ne? Na ta ali drugi način skušajo spreminjati svet. Kje ti vidiš te najbolj svetle točke, recimo v zgodovini, ki jo ti opisuješ? Ne, mislim, morda je ravno to hotenje, ne, da se pač stvari predrugačijo, ne, da ne pristajamo na to, ne, kar nam nasuje življenje ali pa odločevalci, ne, kar nam postavijo na pot, ne, da pač preskočimo kakšne takšne ovire, da jih odmaknemo, ne, da pač ne kupimo preprosto vsega tega, kar nam tisti, ki imajo to moč, servirajo. A je to ta zavest v Zasavju? Skozi se vračam k temu vprašanju, ne, ta knapovska zavest, pa upor, pa rudarstvo in tako naprej. Je ta zavest še vedno močna v Zasavju? Torej, dajmo kaj spremeniti, dajmo narediti tako, da bo boljše. Tako, kot so razmišljali tvoji junaki. Ne, se pojavljajo posamezniki, naprimer na okoljskem področju, ne, so bila ta relativno močna gibanja, v bistvu so se začela že v času, ko sem bil še na televiziji, ne, in so bili kar taki protesti in tudi so se nekatere stvari spreminjale. To je bilo, niče se ni mogel zamisliti, naprimer, da v mestih, kjer se je kopal premog, je bilo prepovedano uporabljati premog za kurjenje po zimi zaradi slabega zraka. Naprimer, je bil tak zanimiv okoljski, ekološki dosežek. Ne, in, tako da v bistvu rekel bi, da še obstajajo takšne uporniške celice, ne, ampak pač glavnina pa pač potuje tako, kot danes potuje čas in vse. Ja. Delate v Ljubljani oziroma marsikdo dela. Ampak ti ne, ti si v Zasavju. Jaz sem zapečkar, ja. Ne, ampak dobro, to je bila tudi odločitev, ne? Boš ostal v svojem okolju in boš tam delal, konec koncev lahko bi ostal v Ljubljani, lahko bi se preselil, marsikdo se je, ne, ki je recimo deloval v novinarstvu ali pa publicistiki in tako naprej. Je bila to, ne vem, odločitev, ki je izvirala predvsem, ne vem, iz družinskih okoliščin ali si želel ostati doma? Kar nekaj teh zadev je bilo, ko so pač stvari naredile takšne, kot so. Ok, dobro, si se izognil zdaj odgovoru, ampak ne bom vrtala brez veze, ker si že prej rekel, nisi rad torej, protagonist, ne, cel zgodb. Zdaj, ker tam s kotičkom očesa gledam gospod Nelo Malečkar, ne, in vem, da je izrazito nezadovoljna, zaradi tega, ker je sem to zgodovino, ne, v bistvu, kaj pa roman, pa struktura romana, to bi v bistvu Nela znala fenomenalno zdaj povedati, kako to je, ampak tega nismo vkalkulirali v program, ampak kaj v glavnem ljudje opažajo, ne, mislim, ne zgubljaš časa z raznimi, ne vem, kako smo že temu rekli na primerjalni književnosti, z raznimi eksperimenti, jezikovnimi in tako naprej. Pripoved, to je tisto, kar je zate glavno. Ne? In to je, prav za ta roman je to še posebej značilno. Okay, ne? Ja, jaz mislim, da kljub temu, da je obsežen, ne, da sem bil precej asketski, ne, da sem se kar tako zadrževal. Ne. Ena od značilnosti, mislim, je to, da sem pač gradil na nekih fragmentih, na nekih drobcih, ne, ki niso velika zgodovina, ne, ampak so človeško pomembni. Ne. Potem ena od zadev je seveda ta, da imamo nezanesljivega pripovedovalca, torej tudi vsa ta zgodba je lahko malce majava ali pa ne, morda neko pojasnilo za bodoče bralce. Ne. Ta pripovedovalec tretjeosebni zelo slabo pozna nekatere zadeve, ne, nekatere mu samo idejo, ne, ni daleč od vsevednosti, ne, ampak je pa zelo blizu Matiji, ne, kajti njemu lahko včasih sede tudi v možgane in prebere, ker pač ta misli, ne, je morda nekakšen drugi Matija. Ne. Morda bi povedal tudi to, ne, kar se tiče strukture, da je tudi Nela malo zadovoljna, ne, da je ogromno teh nekih prosti, ne. ponovitev. Ne, velikokrat se pač
pa ne zdaj tako čist po Marksovo, ne, da se pač zgodovina ponavlja prvič kot tragedija in drugič kot farsa, ne, ampak velikokrat sem želel v različnih časovnih plasteh preveriti neke zelo podobne situacije, ne, in velikokrat smo tako, se postavimo na neke okope, ne, in vidimo neko zadevo slabo ali dobro, odvisno od tega, ne, ali nam pač neka ureditev, naprimer blizu ali daleč, ne, ampak včasih so zadeve tako strašansko podobne, ne, da je kar vpijoče. Da se zdrzne se človek. Ne? Res v vsej tej mučni zgodbi, ki jo doživljam, ni nič novega, je nekdo to doživel pred stoletji, ne? Na zelo podoben način. Ne? Pa ta želja, no, res sem hotel skoncentrirati, zelo zbiti vsa ta dogajanja, jih strniti v neko, ker imam slepega glavnega protagonista, seveda si jih mogel strniti v neko skoraj družinsko okolje, ne, da so mu pač dostopno, ne, da jih pač premleva in na nek način pripoveduje. Ne. Drži celo zgodbo skupaj. Ja. Slepi Matija drži celo zgodbo skupaj. Se opravičujem. No, to bi v bistvu še vprašala, ne. Glede na to, da je roman, ko sem že prej rekla, 539 strani, zdaj kako to zgleda, ne? Ti prideš, prineseš, torej, to niso več rokopisi, ne, pošlješ PDF ali pa Word dokument urednici in potem to urednica bere in bere, ne. Kako to zgleda, ne? Potem te pokliče nazaj in ti najprej pere glavo z tole bo treba spremeniti, to bo treba strniti, tole je takole, tukaj je 20 strani preveč, na tem delu moraš še razvijati zgodbo. Tudi me zanima, kakšen torej pisatelj si ti, kakšen avtor si, koliko si pustiš potem še sugerirati. Nič ne vem o tem, kako je potekalo pač to sodelovanje, sem tako me zanima, kako to v resnici gre. Ne? V bistvu jaz sem iskal založbo, ker je moja prejšnja večinska založba Modrijan pač prenehala z delom, ne, in sem malce predtem sodeloval pri knjigi Ejti Štih, ki je povabila nekaj pisateljev bolivijskih in slovenskih, da smo na njene slike pač na prvo žogo napisali zgodbe. No. Ta knjiga je šla, Nela je bila njena urednica, ne, in jaz sem pa takrat končal pač ta roman in sem ji ga poslal in pa kar ni želela nekih velikih popravkov, pa ni želela, da kaj krajšam, pa bilo kar v redu, ne. Jaz sem zelo občudovala, ker tak monumentalen roman, mislim, to res redko nekdo pride na založbo. Si izkoristila to možnost, ki jo imam. Aha, ali pa tako, prosim, no. Nela, bi te pa res prosila, ker imamo to krasno priložnost, da nam pa nekdo res še z tega strokovnega torej pogleda, razloži, kakšen roman je to, ne? Mislim, to je res neobičajno v Sloveniji, dobiš res tako sago družinsko pravzaprav. Tega se nihče več ne loti, ne vem, ker nimajo poguma, časa, volje, ker je prekomplicirano, ker ne najdeš založnika, ti si pa tu odkrila pravzaprav, ne, zaklad. Se pravi, jaz sem predvsem brala res z občudovanjem, ker brala sem pa tudi kot roman o 20. stoletju, našem. Seveda, Zasavje je tudi pač, dogaja se v Zasavju, ampak hkrati, kot so te mikrozgodbe tam, jih lahko prenašamo tudi v univerzalen svet, no, na celotno 20. stoletje, se pravi, teh 100 let, ki so se nam zgodili. In na ta romaneski način zajeti to res mojstrovina, no, in tako da sem res presrečna, da je dobil nagrado Kresnik, ker to pomeni tudi mnogo več bralcev kot sicer, ne, v prvem krogu, ko je roman išel in zdaj je doživel ponatis, in to pomeni zanj res tudi daljše življenje in bolj razgibano. Ampak ta naslov 100 let slepote, tvoj ali ste ga z urednico skupaj izbrala? To naslov je bil od vsega začetka. Aha, je bil že od vsega začetka. No, ampak zdaj ne, vsi malo hecajo romana, ne, ta Marquez pa tako naprej, ne. Kje pa ti vidiš te, mislim, s čim je primerljiv ta roman? Ker ne vem, ko sem ga jaz brala, nekaj časa sem razmišljala o Žerminalu, potem sem, ne, tako zelo na veliko stvari v bistvu referira, ne. Marquez je znan po magičnem realizmu in tudi romana kdaj odnese, ne. Je realistično, pripoveduje zgodbe, ampak
recimo spomnim se to, ko ženske hodijo po teh tirih in nenadoma se sploh ne veš, če se to res dogaja, so sanje, postaja nekaj magičnega, ne? Tako da ni vse na trdnih tleh. In tudi to, kar je kvaliteta tega romana, je, da ni vse samo v vrsticah, ampak tudi marsikaj med vrsticami, ne? To je pa tudi značilno za najboljše pisanje. Moja ljuba oseba je tisti, ki je sklatil akrobata, ampak ne bomo več povedali kot to, ne? Hvala najlepša, ne bom te več zdaj mučila, nepripravljene za vprašanje, ampak sem 100%, da imate kako odlično vprašanje tudi tukaj v publiki. Ne vem, mogoče tam tudi kakšni ljudje z idrskega konca, ki imajo tudi kakšne podobne te rudarska ozadja in tako naprej. Hecam se. Pač izvolite, Roman je tukaj, lahko odgovori na kako vprašanje. Drugače bom jaz morala nadaljevati. Tako da imate še malo... Dobro, ne bom težila. Če komu... Izvolite, prosim. Ker je fino, če se pogovarjamo, ni nas prav ogromno, tako da lahko to naredimo, kar je vedno prijetno, ne? Ja, pozdravljeni. Jaz sem vesela, da sem tu, ampak imam vprašanje iz druge roke. Vprašanje je v bistvu postavila moja sestra, ki je roman že prebrala in jo zanima, ali je ta lokacija domovanja družine v Zagorju tudi res bila zgodovinsko, no? Ali, ker mi imamo v Hrastniku vilo Desepi in so pač no, to je vprašanje, če ne bom zdaj razlagala. Aha, torej, če je tista vila ta, v kateri je potem Alojz Švarc živel, po mojem je to to. No to, če je res v Zagorju ali kje druge. Nikjer je ni. Zgolj v knjigi. Vsi iščemo nekaj, česar bi se prijeli, ne? To je zanimivo, ne? Ja, to je tako zelo pogost refleks. Kdo se skriva za to osebo? Osobava. Tako. Dobro, torej vaša sestra ima zdaj odgovor, ne? Dobro. Ampak sem pa slišala zadnjič, oziroma nekdo vas je to vprašal na Kresniku, pa ne jaz, mi je žal, ne, da je tudi nek nov roman že napisan, sicer bistveno krajši, tako petino tega, ki je zdaj tukaj, ne? Četrtino, dobro. Ampak kaj nam lahko poveš zdaj tudi o tem najnovejšem delu, ki še čaka očitno na... Ja, moram še poiskati založnika. No, pa to zdaj ne bo težko verjetno. Ja, pa ne bi zdaj hotel, da se pač šlepam na to nagrado. Jaz bi rad imel založnika, ki pač verjame v knjigo. Tako da je povsem drugačen je, akterji so... Mislim, zgodi se v eni noči. To je bila logična posledica tega, če ste napisovali 100 let. Je pa nekje verjetno bolj družbeno aktualen, ker ti govori o beguncih, o begunski krizi in pač o nekem dogajanju, ki se odvije pač v... Ne smem preveč povedati. Zasavje, da ali ne? Ne, ob meji. Zasavje. Meja Zasavje, dobro, to je. Ob meji. No, ampak, ko sva ravno pri beguncih, ne bova preveč, ne? Meni je bilo totalno odkritje, kako zelo prepišno je pravzaprav Zasavje bilo, ne? Koliko migracij se je tam dogajalo, saj ne rečem, seveda cela Slovenija je bila vedno zelo prepišna in premikajoča se, ampak pri vas pa še posebej, ne, zaradi ja, mi smo premoga, multikulturni že zelo dolgo, ne. Ko še to ni bilo prepovedano. Ne. Roman, jaz mislim, lahko bi zdaj nadaljevala še tako, kakšno uro z raznimi vprašanji, ampak se mi zdi, da morda bi pa zdaj zaključili, pa morda ob kakem kozarčku se še nekoliko bolj tako intimno kakšne stvari pogovorimo, pa ljudje, ki imajo zdaj tremo, lahko pridejo in te kaj vprašajo. Ne? Tako da najlepša hvala, ker sem se spet lahko s teboj pogovarjala, upam, da se bom še kdaj, ko bo novi roman. Ne? Tako da, ja, najlepša hvala. Hvala za pogovor.